Prehajamo na 5. točko dnevnega reda. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda, Zavod za turizem in šport Kamnik, skrajšani postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 7, predlagatelj je župan oziroma zanj podžupan, poročevalci pa Sara Sitar, Katarina Vegel, Maja Sužnik in Luka Svetec. Besedo predajam Katarini Vegel. Predlagatelj predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in šport Kamnik, in sicer naj bi se spremenili pogoji za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda in pa obveznosti zavoda do ustanovitelja uskladile z veljavnimi zakonskimi normami. Kar zadeva pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda, izkušnje kažejo, da je bilo v preteklih letih vrsto neuspelih javnih razpisov. V zadnjih 10 letih so zavod več kot 50% časa vodili v.d. direktorji. Posledica navedenega dejstva je tudi podatek, da je v tem obdobju posameznik le cirka 20 mesecev vodil zavod, preden ga je zamenjalo novo ime. Vsekakor takšna fluktuacija ne more biti v prid delovanju javnega zavoda. Glede te spremembe smo pridobili tudi mnenje Ministrstva za javno upravo, in sicer z obrazložitvijo, da zakon o javnih zavodih posebej specifičnih pogojev za imenovanje direktorja javnega zavoda ne ureja in navedeno prepušča ustanovitelju. Zaradi navedenega se predlaga spremembo pogojev za zasedbo delovnega mesta, in sicer se univerzitetna izobrazba nadomešča z visokošolsko izobrazbo oziroma izobrazbo prve bolonjske stopnje. To posledično pomeni, da se bodo na javni razpis za zasedbo tega delovnega mesta poleg kandidatov z univerzitetno izobrazbo lahko prijavili tudi kandidati s končano prvo bolonjsko stopnjo. Predlaga se tudi sprememba v znanju tujih jezikov, in sicer naj bi bil minimalni pogoj za zasedbo delovnega mesta znanje enega in ne več 2 tujih jezikov. Spremembo pogojev za imenovanje direktorja želi predlagatelj omogočiti, da bo krog možnih kandidatov čim večji in bo v prihodnosti več zanimanja za upravljanje te pomembne funkcije. Pri predlogu spremembe 27. člena odloka pa gre za uskladitev z veljavno zakonodajo, in sicer se predlaga ukinitev obveznosti priprave polletnih poročil o izvrševanju finančnega načrta poslovanja zavoda. Zavod naj bi v prihodnje pripravljal samo še letna poročila. Hvala. Hvala lepa za poročilo. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Aleksander Rušič, izvoli besedo. Hvala za besedo. Na nek način me veseli, da je občinska uprava pridobila mnenje ministrstva, da je to, kar smo poskušali že v prejšnjem mandatu, možno. Ker tako kot je Katja povedala, zanimanja ni bilo veliko za to delovno mesto, ker vemo, visoke zahteve, slabi plačni razredi in posledično potem se to odraža pri prijavah. Imeli smo veliko smole v tem obdobju z izbiro, kar nekaj zapletov, eden je še zelo aktualen in jaz upam, da je res to mnenje, drugič bi bilo fino, da je to del gradiva, da smo 100%, ker ne želim, da je potem v medijih, tako kot je lahko prebrali v Reporterju aprila meseca, da je v bistvu občinski svet soodgovoren, ker je bivši direktor na prvi stopnji dobil tožbo, da je bil nepravilno razrešen. Tukaj imamo tudi člane sveta zavoda in bi bilo fino, da tudi smo malo seznanjeni s tem, kaj se na tem področju dogaja, ker po tistem, kar smo lahko prebrali, nas bi to nekje stalo okrog 40 000, takrat pol so pritožbe in zadeva še ni rešena, tako da verjetno bo še dražji, če se bo to res zgodilo. Tako da jaz upam, da odgovorni predlagatelji, saj v bistvu vemo, da vse skupaj je priprava terena, da vršilec dolžnosti postane ta prav direktor, jaz s tem nimam nobenega problema in upam, da bo uspešno delal naprej in da se tudi 2024 pokaže ves ta vložek v turizem v občini Kamnik in se obrne trend, ki smo tudi lahko v medijih prebrali, da trend nočitev in obiska in vsega skupaj gre
v kontrasmer kot naši finančni vložki v zadnjih letih. Tako da jaz upam, da bo vse skupaj se obrnilo v pravo smer in da bo tudi turizem v Kamniku znan po povišanju prihodkov, ne samo odhodkov. Hvala. Hvala lepa, Sandi. Besedo predajamo ti, Sitar Močnik. Prosim, počujem, Natalija Berlec, izvoli. Hvala lepa še enkrat za besedo. Mene zanima samo v zvezi s tem 27. členom, kjer se ukinja priprava polletnih poročil. Je to v bistvu praksa pri ostalih tudi javnih zavodih, oziroma zakaj, če je tako, zakaj potem bilo tukaj na pol leta za pošiljati oziroma priprava teh poročil. Hvala lepa. Hvala lepa, Natalija. Zdaj pa res Matija Sitar Močnik, izvoli. Ja, hvala lepa še enkrat za besedo. V bistvu se pridružujem Sandiju, ki je že večino povedal. Tistih smo že malo dlje tukaj noter. Mislim, da že kar nekaj let ali pa celo mandatov občinskega sveta spremljamo to sago. Ogromno je bilo že prizadevanja, da se to spremeni. Vedno je bil odgovor, da se zaradi zakonodaje tega ne da narediti. In me zelo veseli, da imamo danes tole pred sabo. Ne nazadnje, kogar skrbi, da se znižuje kriteriji, še vedno lahko svet zavoda izbere kandidata z višjo izobrazbo, kolikor ima kompetence. Velikokrat se pa v praksi zgodi, da ima človek morda nekoliko nižjo izobrazbo, ima pa veliko praktičnih izkušenj, ki bi jih rad vpeljal v prakso in ki bi mogoče našemu zavodu pomagali priti na neko naslednjo stopnjo, tako kot je Sandi rekel, da se trend obrne. Tako da v predlagani zadevi ne vidim nič spornega, ker še vedno, kot rečeno, lahko svet zavoda zadevo zaostri in izbere kandidata z višjo stopnjo izobrazbe, kolikor tudi kompetence ustrezajo. Hvala. Matija, hvala lepa. Karla, izvoli besedo. Ja, še enkrat hvala za besedo. No, jaz tega mnenja ne delim, ker konec koncev tole hitenje zdaj z izborom in nižanje standardov za upravljanje te funkcije je ne nazadnje to, kako ne rečem, funkcija, ki naj bi nekaj prinesla, ne da jo samo dajemo. Konec koncev bi turistična, bom rekla, destinacija morala od tega tudi nekaj prinesti, ne samo, da mi to polnimo s proračunskimi postavkami. Ne smemo si zatiskati tega dejstva. Meni osebno, jaz mislim, da ne bi bilo treba hiteti, ker konec koncev VD direktor dobro upravlja svoje delo in bi lahko o tem se pogovarjali kasneje. Mogoče bi že tudi njemu uspelo kaj dokončati, ker kot vem, nadaljuje študij. In ne vem, zakaj, ker konec koncev se občina Kamnik preveč ukvarja samo s temi, kako ne rečem, kadrovskimi zadevami, pozablja pa mogoče vsebinski vakuum, ki ga imamo na tem področju turizma v naši občini. Ker tudi ne nazadnje sem pred kratkim prebrala, da bomo na Veliki planini, mislim, da sem v Modrih novicah, torej da delamo in da se vzpostavlja 20 električnih koles za adrenalinsko vožnjo. A veste, Velika planina, pa adrenalinska vožnja, pa dolina Kamniške Bistrice spet nekje. A veste, ne vem, jaz v tem kot svetnica nič ne vem, razen če preberem z časopisov. Odločamo pa mi tudi o tem, kam bo šel denar, oziroma potrjujemo postavke tega denarja. Kot sem že rekla tudi na kolegiju, jaz bi tudi znala denar razdeliti, če bi ga vedno dobila. Zato mogoče več razmišljanja o tem, kako tudi kaj zaslužiti, pridobiti in se mogoče malo bolj odgovorno glede samega turizma in razvoja obrniti. Vsi vemo, da se morajo tudi gostinci vsak zase potruditi in res veliko vložiti neke energije in dela. Da pa zdaj mi to takole z levo roko rečemo, se ni važno, bomo znižali, se prav mogoče. Ampak, kaj veste, mi smo vas opozarjali, zelo opozarjali pri prejšnjem kandidatu, da ni primeren in da počakajte še malo, ne na vrat na nos se tega jeti, in na koncu koncev ste nas preglasovali. In kaj imamo zdaj?
Me prav zanima, kdo bo plačal 40 in več tisoč. A jih bomo plačali vsi občani občine Kamnik zaradi napake svetnikov, ki so takrat to potrdili. Bili pa ste opozorjeni, ker nekateri smo imeli dobre informacije, da to ni v redu, da ta kandidat ne ustreza, ni v redu. Meni je zdajšnji kandidat VD všeč, ampak zakaj hitite zdaj na vrat na nos in znižujete situacijo v tem, bom rekla, izobrazbenem, te pogoje, ki so nekako, jaz mislim, da je prav, da tudi direktor obvlada 2 jezika, če gre, da nemško zna in angleško, če gre nekam predstavljati občino Kamnik, ki je na zemljevidu prepoznavnostni tudi v svetu, ne samo nekje tukaj v Kamniku ali pa v Ljubljani. Zato v premislek, da tudi občina Kamnik ne bo pristala tako kot Kobilarna Lipica, ki je tudi znižvala tiste, bom rekla, osnovne stvari in pristala, kjer je. In kdo je potem to vse reševal? Hvala. Hvala lepa. Aleš, izvoli besedo. Najlepša hvala. Glejte, kolegica je povedala, da je bilo v zadnjih 7 letih 10 direktorjev. Od teh 10 sta bila 2 moja dijaka, ker sem se z njimi po tistem, ki sta prenehala upravljati to funkcijo, vsaj z enem malo bolj temeljit pogovoru. In jaz mislim, da je ključen problem poleg tega, da imamo relativno malo denarja za to funkcijo, brezperspektivnost samega početja. Saj tako je bilo iz besed zelo jasno razbrati in kar tudi od strani ni prav težko opaziti. Zato bi, ko se pogovarjamo o turizmu, še enkrat pozval k temu, da ne hitimo z zniževanjem meril, ker na drugačen način ne moramo dobiti direktorja ene inštitucije pri nas, ki upravlja eno dejavnost žalostno, ki v bistvu, dajmo reči, bodimo iskreni, tudi podrazno ne dosega enih meril, kjer bi lahko na eno stran dali vložke naše občinske, na drugi strani pa tisto, kar od tega mi kot skupnost ali pa 33.000 občanov od tega dobimo. Ta računica pod nobenimi pogoji ne zdrži in če primerjamo gospodarsko kot gospodarsko panogo oziroma turizem kot gospodarsko panogo z drugimi stvarmi, je stvar, bi rekel, na robu popolnega nesmisla. In kako ta popoln nesmisel zdaj naj, po našem prepričanju, rešil nekdo, ki je manj usposobljen od tistih, ki so bili zdaj izbrani, to oceno pa prepuščam vam. Ampak v prvi vrsti bi pa prosil, in še enkrat na tem mestu, da bi nekdo naredil oceno učinka naših vlaganj v turizem v zadnjih 15-20 letih in zraven predpisal, koliko smo mi, občani občine Kamnik, od tega imeli, dobili. Hvala. Hvala lepa za besedo. Še kdo? Ne, poročevalec, se pravi. Poročevalec, ja. Katja, izvoli besedo. Se tiče spremembe tega 27. člena odloka, gre v bistvu za spremembo odloka o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kjer je bilo pač s tem oziroma zakonom je bilo to polletno poročilo ukinjeno, tako da velja to za vse javne zavode, ne samo za ta javni zavod. Zdaj, kar se pač tiče mnenj v zvezi s spremembo odloka za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, pač tako, kot sem že prej rekla, dejstvo je, da pač v zadnjih 10 letih je ta zavod pač vodil več kot 50%, je bil pač na čelu tega zavoda, so bili VD-ji. Spremembo
tega odloka, glede na to, da pač znižujemo raven izobrazbe, to ne pomeni, da bo naslednji direktor s to izobrazbo, ampak samo razširjamo krog potencialnih kandidatov. Še vedno se bojo na razpis lahko prijavljali kandidati z univerzitetno izobrazbo in izmed vseh prijavljenih kandidatov upam, da bomo pač oziroma da boste izbrali svet zavoda in posledično potrjevali občinski svet najboljšega kandidata. Iz izkušenj, ki jih ima pa občina Kamnik, pa tudi vemo, da sama raven izobrazbe ni ravno vedno merilo. Žal. Tako da upamo pač, da bomo s tem razširili krog potencialnih dobrih kandidatov. Poleg tega, kar je bilo že omenjeno, da pač problem pri tem delovnem mestu je pa tudi sam plačni razred, se pa verjetno, da vsi strinjamo, ni ravno stimulativen. To. Hvala. Hvala lepa, Katja. Besedo predajam Mihajlu Resniku. Mihajl, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz mislim, da na te besede, ki jih je Katja zadnja izrekla, da ni merilo izobrazba za to delovno mesto, da se jaz z njo kar strinjam. Glede na to, da mora biti direktor tega zavoda tudi operativc in ponovadi ljudje z visoko izobrazbo takih stvari ne radi opravljajo, kar nam je do zdaj to prinesla že praksa v tem zavodu, da se globoko strinjam, da znižamo nivo izobrazbe, jasno, da sprejmemo človeka, ki ima tudi višjo izobrazbo, če nam bo primeren. Apeliram pa na to, da pri ponovnih pogojih oziroma pri ljudeh, ki se bodo javili, da upoštevamo, da dajemo prednost domačinom, Kamničanom, ki stvar poznajo. Imeli smo primere v zavodu, ki niso poznali, kje je Tuhinjska dolina, kje je to, kje je un, in jaz mislim, da mora biti sam direktor te organizacije oziroma tega zavoda primeren človek in mora poznati Kamnik do potankosti. S tem, da tudi ljudje zaposleni v zavodu naj bi apeliral, da izbiramo Kamničane in da oni pošiljajo ljudi na naša mesta. Je pa to zelo specifična dejavnost, za katero se redko kdo odloči, ki ima možnost izbire drugega poklica. Veste, da je tle treba delati ob delavnikih v poznih urah, nedelje, prazniki, in to ni dejavnost, ki bi mladino zanimala. Delovno mesto direktorja tudi ni stimulirano po normalnih pogojih, plačni razred je nizek, tako da jaz mislim, da glede na ta odlok, ki ga bomo danes sprejeli, upam, da ga bomo dobili pri naslednji izbiri dobrega človeka in predvsem človeka, ki bo poznal Kamnik. Hvala. Miha, hvala lepa za mnenje. Besedo predajam Aleksandru Užiču. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz ne dvomim, da predlagatelji sprememb in politika ne ve, kakšne ima cilje pa želje, kar se tega tiče. Na nek način je tudi kolega Miha že to potrdil, no, mislim pa, da takšno apeliranje javno na člane sveta ni lih preveč taktno, ker lahko kakšna pritožba pade tudi na račun tega od kakšnega neizbranega kandidata. No, tako da upam, da člani sveta se novi orientirali po takih nasvetih. No, tako da absolutno je tukaj odgovornost za vse skupaj zgodbo turistično na tistih političnih strankah, ki imajo člane sveta. To sem že povedal v prejšnjem mandatu. Mi smo videli, da gre na zadeve v napačno smer in zato smo tudi našo predstavnico v svetu zavoda umaknili. Strinjam se, takrat je bila napaka.
sam izbor, ampak izbora itak ni bilo veliko. Tako da absolutno se, kar se meril tiče, strinjam, da ni nobenega problema, če se znižajo, ker izobrazba še, formalna izobrazba še ne prinaša neke dodane vrednosti pa kvalitete. Tako da lahko z nižjo izobrazbo človek pa iz pravim izkušnjam veliko več doprinese. Bi se pa navezal še na kolega Aleša, res si moramo v kratkem naliti čistega vina, kar se tiče kamniškega turizma. Danes je spet v medijih ena nova podoba Velike planine prišla, izjave so različne, tako da upam, da bomo tudi to zvedali. Je občina Kamnik vedela o tem, kar se počne, a res dejansko se gor nekaj nam dogaja, brez da na občini kdorkoli to kaj ve. Hvala. Hvala lepa za mnenje, Sandi. Besedo predajam Matiji Siter Močnik. Matija, izvoli. Ja, hvala lepa. Zdaj, če se ne motim, je ta odlok v preteklosti že vseboval podobna merila in se je pred nekaj leti ali pa nekaj več leti zaostril z namenom, da se ravno z namenom, da se izoža izbor potencialnih kandidatov oziroma da bi se nekomu omogočilo čim lažji izbor. Tako, kot je Sandi rekel, ne vidim čisto nič spornega v tem, ker se tudi enostavno ne morem strinjati z izjavo predhodnikov, da so bolj izobraženi ljudje tudi bolj sposobni oziroma da nivo izobrazbe odraža tudi nivo sposobnosti. Mislim, da tudi kdo, ki ima nekoliko nižjo izobrazbo, je lahko v praksi veliko bolj sposoben. In se strinjam s Karlo, da bi dobili nekoga, ki bi ta trend obrnil, in mislim, da je ravno sprememba tega odloka tisto, kar bo omogočilo ali pa saj razširilo izbor kandidatov, ki bi lahko ta trend obrnili. Glede tega, da so bila izdana opozorila že na seji o izboru in pa zakaj se hiti, moje mnenje je, da se ne hiti, glede na to, da se o tem pogovarja že vrsto let. Glede opozoril kandidatov, je pa prejšnjega kandidata, me pa res zelo zanima, kako bi predhodniki ravnali v primeru, ko se ve, da dejstvo izteče in se ga zakonsko ne more več podaljšati, kandidatov za direktorja ni, zavod pa ne sme biti brez direktorja. Hvala. Hvala lepa, Matija. Besedo predajam Jožefu Galičiču. Jože, izvoli. Hvala lepa za besedo, gospod podžupan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi sam povedal, da bo potrdil predlog. Gospa Katarina je lepo razložila. Zadeva je čisto jasna. Pa Luka ne gre nikamor, pa prišlo jih bo še 10-20. Če pa ostanemo pri tem, zdaj bo prišel pa še en tak, ki je bil prejšen in bi imeli spet dramo in ne bi nič naredili. Tako da to bi pa se mogoče še na gospod Urh navezal na Veliko planino pa te zadeve. Ja, Velika planina je res diamant, dragulj, karkoli v superlativih. Ampak mi, če hočemo razširiti turizem, moramo tudi na Veliki planini dati malo več, kot damo zdaj. Žal, imam veliko ljudi, ki hodijo v Avstrijo čez let, v Italijo kolesart, zato ker pri nas enostavno ne smejo. Marsikdo bi tukaj pustil evre, pa jih nese tja in spet šimfamo in ne vem kaj. Turisti, ki pridejo sem, so pa takoj črne ovce, ki se vozijo gor. Tako da te zadeve, da mi razširimo ponudbo, je kvečem dobrodošla. Se je pa treba omejiti. Ve se, kje se vozi, kako se vozi in te zadeve. In sigurno niso gor vsi sami divjaki, znajo voziti, znajo uživati tudi kolesarju. Pa naj si bojo to električna kolesa ali pa navadna gorska, če rečem tukaj za Veliko planino. Bom pa še enkrat rečem potrdil to. Hvala lepa. Jožef, hvala lepa za besedo. Besedo predajam Karli Urh. Karla, izvoli. Še enkrat hvala, no, saj nisem imela namena, ampak skozi me tole žuli, ko se sprašuje, plačni razred je nizek, a veste, kakorkoli že, 46. plačni razred ni tako nizek. Pred časom nazaj sem na kvizu to izpostavila, pa je gospa, ki je 40 let upravljala z visoko izobrazbo, z vsemi nazivi, kar je možnih, šla v penzijo in je imela 42. plačni razred. Torej,
Dajmo to na tehtnico, javna uprava, javno, ne vem. Zdaj v tem kontekstu, a ne, če začneš, mogoče lahko tudi potem pridobiš kakšna sredstva s tem, da si stimuliran glede na razvoj, na uspeh, na delovanje, ki je. V resnici pa tako, kot tudi danes so meni poslali take fotografije, velike planine, a veste, da kot, lahko rečem, en lokal patriot tamle gor, ki se bori za svoj kraj, da gledam in se čudim, kako, a ste vedeli to, da se dela na Veliki planini? Kaj se dela na Veliki planini in kako je to razkopano in kdaj se v to zaraslo. In potem komentarje, ki jih ljudje dajo, saj to ta trava tako je zrasla. Na Veliki planini trava ne zraste takoj, to vam moram povedati. Ko se ena ruša utrga, traja in traja, ker se sproti spira in še tista zemljica, ki to drži, odteče. In dejansko biser, ki je na Veliki planini, a veste, ker najhujši problem je ta, ker mi nimamo nadzora, mi nimamo kontrole, nimamo kazni za tiste, ki to počnejo, ki delajo na vzkrižju z zakonom, na vzkrižju z vso pametjo, ki jo naj bi premogli. A veste, tudi ljudje, ki imajo gor žival, jo imajo zdaj v čredinkah, ker svoje bajte preurejajo, da jih bojo dali v turizem. Ja, poslušajte, če bomo vsi samo turizem gor delali in to na črno, a ne, predvsem, kaj ima občina od tega? Ne, bom rekla, onesnaženo pitno vodo. Imamo. Lahko trdim, da jo imamo. Ker jaz skozi jutraj odprem pipo, zavonjam, slab von. In sem prepričana, da ni tako čista, kot govorijo, da je. Zato razmislek, res, lejte, po eni pameti, po eni kmečki logiki in pameti, ne vem drugega, bo treba to na en način tudi malo ustaviti oziroma predpisati. Tamle lahko, ne pa povsod. Ker Velika planina je majhna. In velike mase ljudi Karla, hvala lepa. Čas je žal potekel, pa besedo predajam Jožetu Koroscu. Jože, izvoli. Ja, hvala za besedo. Verjemite mi, da nas, se pravi, tukaj nas sedi 5 članov sveta zavoda, ki smo bili takrat izvoljeni oziroma imenovani, da ni to čist nič tako, bom rekel, lahko delo, no. Mi bi se mogli seveda ukvarjati s čim drugim, ampak vsako leto ponavljanje razpisov, imenovanje, predlaganje imenovanje vedejevstva ni čist popolnoma nič prijetna zadeva, no. V glavnem, Katja je zelo lepo povedala, zakaj smo se pa, mi smo dali pobudo to v spomladanskem času, ne pač občinska uprava pač poišče možnosti, če je kakšna možnost, če te možnosti ni, potem bi pač šli v razpis po obstoječih pogojih. Kot je že rekel Matija, tudi obstoječi pogoji, ki so bili zdaj veljavni, so se spremenili nedolgo tega nazaj, ne vem, 8-10 let nazaj, pa nekje so se spremenili in tudi zaostrili takrat, tako da enostavno smo mi to dali to nalogo pač občinski upravi, naj poskuša, se pravi, ali je možno, da se za en rang zniža ta izobrazba. Je pa res, da mi želeli bi si direktorja, ki bi se pravi bil naslednje 2 mandata. Na vsako leto sami veste, ker kdo je prišel v kakšno novo službo, koliko časa rabiš, da prideš malo noter, ne moš to pol leta prideti, ampak to traja sigurno ne 2 leti, da ti pač spoznaš, sploh pa na to, se pravi, kot direktor turizma v Kamniku, mislim, da je Kamnik toliko velika občina in vsak direktor rab ogromen tega, da bo pač spoznal celo občino in da bo pač tudi potem lahko se ustvaril vizijo, ki jo bo tudi podal na občinski svet oziroma posredno tudi na proračun, na katerih so postavke in da se bo to tudi vračal nazaj s turizmom v Kamnik. Tako da, kot sem že rekel, jaz tle nimam kaj dodati, vsi imate po svoje prav in želimo si pač, razpis bo treba po novem letu izvesti, da ne bomo spet zadnje roke lovili in jaz upam, da se bo prijavilo čim večje število
kandidatov in da bo izbira precej boljša, kot je bila zadnji razpis, ki pač sta bila samo 2 kandidata. Hvala. Hvala lepa, Jože. Poročevalec? Ne, hvala. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda, Zavod za turizem in šport Kamnik, v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Od 28 prisotnih jih je 20 glasovalo za, 3 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ne. Predlagatelj, podporočevalec? Ne. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda, Zavod za turizem in šport Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Od prisotnih 28 je proti glasovali 3, 20 za. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.